rdeča nit vsega lahko potegnemo praznovan 1. maja pri nas, ne, od 19. stoletja recimo, ne, do današnjih dni je, da tu nikoli ni šlo recimo samo za boj, recimo, pa za izzivanje oblasti, ker moramo res reči, do leta 1945 je bilo to subverzivno, da ne rečemo tudi smrtno nevarno. A veste, praznovati, si izsiliti, tvegati brezposelnost, delavci so bili odpuščeni, ko samovoljno so odložili delo 1. maja, ampak je bilo vedno povezano, a veste, tudi z oddihom. Vedno je bil tukaj tudi izlet. A veste, ne, celo naši socialdemokratski voditelji pred Prvo svetovno vojno, Edwin Kristan, je v Majskem listu, kar je bila pač navada, da je socialdemokracija tiskala posebne brošure v tistem času, je pač napisal: delaj, počivaj, ustvarjaj, uživaj. Ne. In pač ta razsežnost se je ohranila do danes, ne, jasno pa te subverzivne variante, ki je tukaj vedno bila. Zdaj ta uporniški moment, ne, se je v bistvu v današnjem času pač jasno izgubil. Nekako, kakor se sam spomnim praznovanj 1. maja, recimo, sam sem bil recimo, sem dovolj star, da se spominjam še v 80-ih recimo še pač pozno socialistična praznovanja 1. maja na Rožniku. Smo šli z babico in dedkom in mi ni bilo jasno, zakaj sta babica in dedek v najlepši obleki. Dedek obvezno za kravato, pri čadu smo dobili rdeči nagelj. No, tudi nisem prepričan več, no, če še vedno obstaja, mogoče pri starejši generaciji, recimo to pač lepega oblačenja. Ne. To je tudi, veste, ena kontinuiteta. Ne. Najdeli boste recimo že na fotografijah recimo delavcev v Trbovljah pri Budnici, ko gredo ven na izlete, recimo v najlepših oblekah, pač kar jih pač premorejo. Gre v bistvu za ogromno pač te nematerialne dediščine povezane z 1. majem. Gre tudi, zaveste, za okraševanje koles, za recimo delavsko gibanje recimo nosilo same ponovadi kakšne značke, obvezno tudi v konec 19. stoletja, najmanj pač rdeče trakce recimo. Seveda so bili tukaj vedno pač kresovi, mlaji, ki pa imajo zelo dolgo tradicijo, zelo staro tradicijo, no, za eno in drugo se povezuje, oziroma se sklepa, obstajajo dobri argumenti, da imajo pogansko ozadje. Glejte, ogenj je že sam po sebi zelo močna stvar, no. In v najrazličnejših zgodovinskih epohah naj pa človeku pomenil ogromno, no. In kot tak, ker je bil človeku zelo pač pomemben, funkcionalno je pridobil tudi simbolne, magične razsežnosti, no. Zato se ga, kot rečeno, niti moderna gibanja, no, pač, ki so potrebovala pri svoji, razumete, ne, propagandi, pač to estetsko raven pač veličastnega ognja, njegovimi zublji, a veste, njegova tudi nepredvidljivost, ne, in pač ta nepredvidljivost, recimo, je pač tudi nepredvidljivost pač revolucije, recimo, ne, pač ljudskih gibanj, ki marsikrat presenetijo, no.